Lep dobro večer, lepo pozdravljeni. Imamo danes nadaljevanje predavanj o Aleksandru Velikem, peto predavanje z naslovom Smrt in nasledstvo, ki je po svoje tudi zelo zanimiva tema. Namreč v tem primeru zlasti velja, da vsaka smrt, sicer njegova pa sploh, prinese spremembe. Pri njemu se pa to dogodilo, da se je pravzaprav zaradi njega preoblikoval velik del sveta. In ki je Aleksandar umrl, je v resnici razpadel en red, ki ga je držal skupaj na svoj način. In ta način, s tem je on obvladoval ta del sveta, ki ga je osvojil, se je potem prenesel na nove države, na nov družben red, če tako rečem. Tako. In v političnem smislu, v kulturnem smislu, ideološkem smislu, za vsako to podstat lahko najdemo neko podlago. Ker moramo vedeti, da se je z osvojitvijo teh ozemelj se je zlasti ta povezava Grčije, Makedonije z azijskim modelom izjemno razvil, to pa nese trgovino, to na nek način stabilizira potem tudi družbo in jo na nov postavi na noge. Tako da bi se dal okoli tega veliko povedati, ampak verjamem, da ima veliko podrobnosti naš predavatelj zraven. In sicer, če tako povzamem, bi rekel, da je nov svetovni red po Aleksandrovi smrti temeljil na razdeljeni oblasti, na združeni kulturi, in ki je bila podlaga za mednarodno trgovino in nove ideje kraljestva, ki je presegla meje narodov. Svetu je namreč prvič dal občutek, da lahko različni narodi dihajo pod skupnim nebom, ampak se tudi kjerkrat izrodi. Na kakšen način je pa to šlo in kakšni boji so bili za prevzem oblasti, pa seveda naš predavatelj Miloš Klever-Bahorčič, izvoli. Najlepša hvala. Vse, kar je gospod Vernik rekel, drži. Torej, danes bomo Aleksandra peljali skozi zadnji del njegovega življenja, ga potem pospremili tudi na zadnjo pot. To, kar je pa on omenil, ta dediščina, politična, kulturna, glejte, to je pa nekaj tako strahotno pomembnega in obširnega, tako da bomo še celo naslednje predavanje o tem govorili. Torej, Aleksander po Aleksandru, to bomo naslednjič, ko bomo govorili o helenizmu, o tem, kar je pravzaprav njegova zapuščina, njegova dediščina. Poglejte, tisto osnovno, kar je Aleksander ustvaril, prvi v Evropi in v tem smislu seveda začetnik, ne vem česa vsega, je nekaj, kar mi imenujemo nadnacionalna država. Ko je Aleksander zavladal, so v Evropi živeli ljudje ali v plemenski ureditvi ali pa ureditvi mestnih držav. Grki, Etruščani, tudi Rimljani, Kartažani. Ko pa Aleksander umre, pa seveda se rodi ideja o imperiju. Nekaj, kar je bilo Evropi do tedaj popolnoma neznano, kar je bilo lastno Bližnjemu vzhodu, to je seveda postala Aleksandrova dediščina. Ampak lepo po vrsti. Mi smo zadnjič Aleksandra pripeljali v osrčje Perzije, Persepolis,
Pasargade. Glejte, zdaj pa vidimo, kaj še vse čaka Aleksandra. Ne? Ta neverjetna pot, ne? Tu gor, pa tu dol, pa tu do Babilona, ne? Kjer bo umrl. Torej, če bi kilometre, ki so bili za njim, sešteli in pogledali kilometre, ki so bili še pred njim, bi bili po mojem na polovici, ampak časovno pa ne. Aleksandru ni več ostalo veliko življenja, ampak tega seveda ni vedel ne on, ne seveda njegovi bližnji, ne prijatelji in ne nasprotniki. Obojih ni manjkalo. Glejte, v času, ko je Aleksander hodil po Aziji, ko je bil v Egiptu, ko je zdaj seveda v Perziji, se človek vpraša, kaj se je pa dogajalo doma, torej v Makedoniji ali pa morda malo širše v Grčiji. Spomnimo se, da ko je Aleksander šel na pot, je Grčija bila pokorjena. Obstajala je ta Korintska zveza, Aleksander je bil njen predsednik, njen hegemon in Grki so bili poslušni. Ampak bolj se je Aleksander oddaljeval od Grčije, več je bilo nekega nemira. Nemira, kar naprej so se vrstile, mi bi danes rekli fake news, da je Aleksander mrtev, da se je zgodilo to ali ono, razni demagogi so nastopali, dokler ni seveda bil storjen korak v smeri k ponovni osamosvojitvi nekaterih grških polis. Šparta je bila tista, ki je prva potegnila to potezo in kot se je kazalo tudi zadnja, namreč špartanski kralj je leta 1331 začel upor, ki pa so ga Makedonci zadušili. Namreč na čelu Makedonije kot regent bil general Antipater, ki je bil prestar, da bi recimo Aleksandra spremljal na poti proti vzhodu. Mislim, da je imel okrog 70 let. Danes bi seveda rekli, da niti slučajno ni prestar, ampak seveda tedaj so bili drugi časi. No, tukaj ga vidite upodobljenega na tem kovancu. In Antipater je brez posebnih težav premagal Špartance in s tem je bilo tudi konec. S tem je bilo tudi konec poskusov. Tisti, ki so bili nasprotniki Makedoncev, so se potuhnili v nekem prepričanju, ki je bilo seveda čisto pravilno, da tudi Aleksander ni večen. Ampak, da bo pa seveda sorazmerno hitro umrl, torej, če gledamo to letnico v roku 9 let, tega pa seveda tudi ni nihče pričakoval. Poglejte, spomnimo se, zadnjič smo zaključili s tem, da smo osvojili Persepolis. Aleksander se je v Pasargadeju poklonil v grobu Kira Velikega, še vedno pa ga je motilo eno zelo pomembno dejstvo. Namreč kralj kraljev, zakoniti perzijski vladar, Darej III, je bil še vedno živ in je zbežal v Baktrijo. Zdaj, če gledamo ta imena, nam seveda kaj hudo veliko ne bodo pomagala, razen če pogledamo tukaj Hindukuš, Pamir, to so zelo visoka pogorja. No, tukaj lahko vidimo ime Kabul, že vidimo, kje smo, Amurdarja, Samarkand. Torej, Aleksander Darej zbeži na območje današnje Srednje Azije, teh raznih stanov, ki so nastali po razpadu Sovjetske zveze. Če gremo za trenutek nazaj k temu zemljevidu, glejte, Aleksander je bil zdaj tukaj. Darej, ki je zbežal v to smer, tukaj je Baktrija, je še vedno razpolagal s skoraj polovico svoje države. Torej,
da bi bil kralj poražen, ja, ampak potolčen pa ni bil. In seveda Aleksander je upravičeno se bal, da bo Darej skušal dvigniti k uporu, tisti del svoje države, ki je seveda še bil mu zvest. No, to se ni zgodilo. Namreč eden od regionalnih guvernerjev, to so bili satrapi, satrap je naziv za takega guvernerja, se je odločil, da se bo prikupil Aleksandru, in ko je Darej III. Prišel v njegovo provinco, ga je zahrbtno umoril. Aleksander je bil naslednji temu kralju na begu in je, mislim, da 14 dni ali pa 3 tedne po njegovem umoru prišel v kraj, kjer mu je ta satrap z nemalim ponosom pokazal truplo velikega kralja. Je rekel, nekoč velikega kralja, ta satrap. Torej, če je pričakoval nagrado, je prišla v zelo nenavadni obliki. Aleksander ga je ukazal križati. Namreč Aleksander je, kot imamo številne vire, pisne vire, zelo, zelo težko sprejel dejstvo, da so Dareja umorili. Namreč, čeprav sta bila z Darejem nasprotnika, lahko rečemo sovražnika, sta vendarle bila oba kralja. In Aleksander se je pri tem seveda še enkrat samo lahko spomnil, kako seveda spremenljiva je usoda. Umor je končal življenje njegovega očeta in umor je končal življenje Dareja III., ki ga je imel Aleksander kot svojega brata, kolega. Aleksander, spomnimo se, je bil medtem že seveda prepričan, da je božanstvo, tudi perzijskega kralja so tako častili, in seveda se mu je zdelo, da če bi kdo imel pravico, Dareja poslati na ono stran, je to bil on sam. Nihče drug, nihče od navadnih smrtnikov ni niti v sanjah smel poseči po življenju vladarja, take ogromne države. In vemo, da je Aleksander objokoval smrt tega svojega nasprotnika. To je tudi menda edinokrat, da je res si ogledal tega kralja. In to, kar je sledilo, je seveda bilo zelo, zelo zanimivo. Aleksander je razglasil smrt Dareja III. In samega sebe na pobudo perzijskih veljakov razglasil za kralja kraljev. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da je Aleksander pristal na seveda neko tezo, da perzijsko cesarstvo ni propadlo z smrtjo Dareja III., pač pa se je nadaljevalo z novim vladarjem. In mnogi zgodovinarji, sodobni, pravijo, pravzaprav Aleksander je bil zadnji ahamenitski vladar, zadnji perzijski cesar. Konec koncev to drži. Namreč ne samo, da je Aleksander z ponosom sprejel naziv kralja kraljev, teh nazivov je bilo zdaj že toliko, od faraona pa kralja Makedonije pa tako naprej, da je seveda, bom rekel, nemogoče vse našteti, ampak ta naziv mu je bil zelo pomemben. In poglejte, tisto, kar je seveda sledilo, je to, da Aleksander pravzaprav v nobenem primeru ne razpusti perzijske države. Perzijska država ostane, Aleksander jo je osvojil do konca, do zadnje province in pravzaprav začel ta proces, ki sem ga prej omenil in se mu reče helenizem, torej stapljanje helenskih, grških, če hočete grško-makedonskih elementov z perzijskimi. To je
zelo drzna ideja, ki je marsikdo ni posvojil. Priznati je treba, da so bili Perzijci tega mnogo bolj veseli kot pa Grki. Perzijci so bili veseli, da je Aleksander z njimi ravnal kot z svojimi podložniki, ne pa z nekimi premaganimi nasprotniki. Grki so se pa čutili, da jih je Aleksander oropal za zmago. Grki so prišli na tisoče kilometrov daleč, se borili v neštetih bitkah in seveda na koncu so morali pravzaprav seči v roke svojim nasprotnikom in jim reči, ti si pa zdaj moj brat, ti si pa zdaj, bom rekel, moj kolega, moj sodržavljan tega velikega cesarstva. Za Grke to ni bilo sprejemljivo. Njihov način mišljenja je bil pač omejen na tisto ozemlje, neke male mestne državice. Aleksander si seveda ni nobenih omejitev postavil. In to je tisto drugo. Glejte, Aleksander ukaže urediti veličasten pogreb, menda nobenega perzijskega kralja niso tako razkošno pokopali in tukaj lahko vidite enega izmed grobov v bližini Persepolisa, ki je namenjen bil Dareju III. Torej Aleksander ga je dokončal, pri tem, da Darej ga začne graditi, ampak seveda umre prehitro in Aleksander ga dokonča. Torej tipičen staroperzijski kraljevi grob, zelo visoko gor, vidite vrata, not je prazna soba in tja so položili Dareja III. Morda samo za tako obstranjeno pripombo. Perzijci so bili pripadniki zoroastrijske vere in so verjeli, da seveda človeško truplo onesnažuje zemljo. Zato so jih izpostavili, da so jih ptice ujede pokopali. Ta tradicija je še danes v malo bolj odročnih delih tega Srednjega vzhoda poznana, čeprav počasi izumira. Poglejte, tukajle imamo dokument, ki se je ohranil, en delček papirusa, ki govori o tem, kako je Aleksander pravzaprav izdal odlok, ki je ohranil pri življenju vse perzijske institucije. Torej, tako kot se je že prej, če hočete, 200-300 let vse odvijalo, tako se je tudi zdaj naprej. Samo da prej seveda v imenu Ahamenidov, Kserksesov, Darijev, Artaxerxesov, zdaj pa seveda v imenu Aleksandra, ki je seveda bil v očeh Perzijcev kralj, tako kot je bil kralj kraljev, tako kot je bil Darej III. Pred njim. In Aleksandru je to zelo dobro delo, predvsem mu je pa jasno omogočilo, da je naprej prodiral z veliko večjo lahkoto. Zakaj? Ker je pač šlo seveda za neko legitimno početje. Aleksander zdaj seveda v očeh Perzijcev in tudi jasno v svojih lastnih očeh ni bil več neki osvajalec. Aleksander se ni boril za to, da bi osvojil neko območje, pač pa da bi ga zaščitil, da bi ga ohranil. Namreč tisti trenutek, ko so izvedeli sovražniki Aleksandrovi, da je Darej III. Umrl, so skušali si pridobiti dele Perzije, torej dele nekdaj velikanskega cesarstva. Aleksander pa seveda kot dedič Ahamenidov ni niti koščka želel spustiti. Zato je Aleksander zdaj šel na pot, da uveljavi svojo oblast. Ne pa seveda, da bi karkoli osvojil. Pač tisto, kar je pravno že bilo njegovo, je želel seveda tudi tako osvojiti v tem smislu, da ljudem pokaže, da je to res njegovo. Poglejte, Darej III. Je bil umorjen. Aleksander je kruto, nadvse kruto dal usmrtiti njegove morilce, rekli smo, tistega satrapa je dal križati, ostale je dal tako na kose zrezati. Tukaj lahko vidite eno miniaturo,
ki nastane na Perzijskem dvoru pod vplivom Mongolov. Vidite Aleksandra na konju. Ne. Zdaj, če pogledate, seveda Aleksandar ima čisto mongolske poteze. Ne. Tu imamo sicer arabsko pisavo, jezik je perzijski, če pa te obraze gledamo, so pa dejansko Azijci, čeprav je prikazan Aleksander. Danes bomo sploh videli kar nekaj upodobitev teh Aleksandrovih dejanj, dogodkov povezanih z njim, ki so nastali veliko kasneje in ki so pravzaprav del različnih kultur, različnih narodov, ki so vsi pravzaprav posvojili Aleksandra. Na tej točki, kjer smo zdaj, Aleksander ni več Grk. Aleksander pripada vsem. Slišali smo prej, že gospod Vernik rekel, kako ogromne spremembe so se zgodile. In morda se boste še spomnili, prvo predavanje, ki smo ga imeli, sem rekel, da je seveda Aleksander še danes živ, že njegovo ime najdemo v arabskem, perzijskem, indijskem in še ne vem kakem jeziku, seveda tudi evropskih jezikih, kar pomeni, da so ga vsi vzeli za svojega. To pa zato, ker je Aleksander to tudi pustil in ker mu je to seveda tudi zelo godlo. Ker kaj takega se ni zgodilo. Torej, tudi perzijski vladari v preteklosti, ki so vladali recimo Egiptu, pa maloazijskim grškim mestom in še številnim drugim območjem, Babiloniji recimo, so veljali vendarle za neke osvajalce, tuje vladarje tem narodom. Aleksander pa je zelo hitro pravzaprav bil posvojen strani vseh teh narodov. In to se še danes čuti. Aleksandra slavijo Perzijci, govorim recimo o današnjem Iranu, ne o antični Perziji, pa seveda tudi Indijci v Egiptu, faraonskem Egiptu in še. Torej, tu je, bom rekel, ena velika zanimivost. V tem pogledu je Aleksander pravzaprav edinstven. Torej, Aleksander zdaj potuje proti severu, v smeri naprej proti Baktriji, da bi rekli v te razne stane in vmes ustanavlja mesta. Kot smo rekli, skromno jih poimenuje Aleksandrija, vsega skupaj od teh Aleksandrij na tem območju, mislim, da 7, med njimi Aleksandrija v današnjem Afganistanu, po imenu Kandahar, bolj znana. Torej, Aleksander potuje seveda vedno bolj v globino Azije. Tu se seveda zdaj vprašanje postavlja, ali je Aleksander si sploh kak cilj zdaj zastavil. Kaj je pravzaprav zdaj želel? Perzijo je premagal, postal je njen vladar, tudi v očeh ljudstva, dedič prejšnje dinastije, ampak Aleksander je želel naprej in naprej. In vedno več je bilo ljudi v njegovem spremstvu, ki so se spraševali, a je to pametno, kaj je z Aleksandrom, a se bo sploh kdaj ustavil, a se bo obrnil, a bojo sploh še videli svoje domačije tam nekje v daljni Grčiji. Morate zavedati, tu so zdaj razdalje že 1000 kilometrov od začetka te poti. No, zanimivo je, da je Aleksander s tem, ko je prevzel položaj kralja kraljev, sprejel tudi dvorni ceremonial. Tukaj zdaj lahko vidite en lep relief iz bazalta, ki nam kaže sprejem pri kralju Kserksesu. In Aleksander je zdaj seveda uvedel prav tak ceremonial okrog sebe, kot je bil prej. Kaj je to pomenilo v praksi? Poglejte, veliki kralj, ki tukaj sedi na prestolu, gleda na nekega obiskovalca. Če pogledate natančno, ta moški se začne priklanjati in kmalu bo naredil proskinezo. Kaj je to? Kaj to pomeni? Pomeni, da se bo ulegel na obraz
pred velikega kralja. Ne bo pokleknil ne na eno, ne na dve koleni, pač pa se bo ulegel pred njega. Pri tem pa vidite eno prav posebno gesto, to je pa ta roka pred usti. Namreč dah tega gospoda, tega moškega, ne sme okužiti tega svetega zraka, ki ga diha veliki kralj. Aleksander je to zdaj prevzel, tako kot vse ostalo, kar je bilo vezano na položaj perzijskega kralja. Njegovim novim podložnikom to ni bilo nič nenavadnega. Če so prej že 250 ali pa 300 let, bom rekel, se na ta način klanjali kralju, so se pa zdaj temu tudi. Ta je bil celo še bolj, bomo rekli, zaslužen takega poklona. Ampak težava nastane tisti trenutek, ko je Aleksander to od Grkov zahteval. Grki pa seveda niso bili navajeni se niti poklekniti pred kraljem, morda en tak simbolni poklon, da bi se pa ulegel pred kralja, pa mu morda še nogo poljubil, to je bilo pa nekaj, kar seveda nikakor ni šlo z grškim razmišljanjem, ker pač ne smemo pozabiti, doslej v grški zgodovini ni primera, da bi bil nek kralj že za življenja tudi božanstva. Božanstvo si tako počastil. Aleksander pač seveda zdaj to postane. In to seveda v njegovem taboru, med njegovimi Grki, pravzaprav povzroči hudo nejevoljo. In Aleksander si je s tem veliko težav nakopal. Nekateri so to zavrnili, nekateri so sprejeli vse skupaj. Aleksander pa seveda ni želel delati razlike med enimi in pa drugimi. Rekel, vi ste vsi moji podložniki in seveda od vseh zahtevam enako spoštovanje. Kot sem rekel, Grkom to nikakor ni bilo všeč. In glejte, kaj se zdaj začne. Začnejo se seveda zarote. Predstavljate si, Aleksander je zdaj tam nekje v Afganistanu ali pa v Uzbekistanu že, torej res 1000 kilometrov od Makedonije. Njegova pot je še vedno usmerjena naprej, torej proti vzhodu, proti severu. In mnogim Grkom, tudi tistim, ki so bili njemu najbližje, je postopoma postalo dovolj. In tako se začnejo zarote, katerih namen je bil Aleksandra enostavno umoriti. Prva taka zarota, ki je bila vsekakor zelo globoka, je bila tako imenovana Filotasova zarota leta 330 pred našim štetjem. Filotas je bil eden od Aleksandrovih sošolcev. Bil je član stare makedonske plemiške družine, torej bomo rekli, tako rekoč, sta bila z Aleksandrom istega ranga. In Filotas je bil zdaj seveda tukaj poklican pred Aleksandra, ki je pač zvedel, kaj se pripravlja, in je seveda priznal. Aleksander ga je ukazal obsoditi na smrt in usmrtiti. To je seveda bilo v očeh Grkov nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Aleksander je s tem seveda postal še malo bolj odmaknjen od svojih lastnih ljudi. V očeh Perzijcev in seveda drugih podložnih narodov pa je ravnal edino pravilno. Torej, če bi ravnal drugače, bi Aleksander seveda v njihovih očeh bil recimo manj spoštovan. Ampak usmrtitev Filotasa ni bila sama po sebi tako zelo problematična, pač pa je bi lahko imela, bom tako rekel, tako rekoč uničujoče posledice. Zakaj? Poglejte, Filotas je imel očeta, to je bil sloviti Parmenion, ki je z Aleksandrom bil na poti in ki ga je Aleksander pustil v prestolnici Perzije, v Suzi, da je upravljal z tistim delom. Torej, glavna naloga Parmeniona
je bila seveda ta, da je skrbel za oskrbo Aleksandrove vojske. Namreč Suza je bila nekje na začetku tako imenovane Kraljeve ceste. To je bila tako rekoč avtocesta stare Perzije, ki je vodila od obale Egejskega morja pa do Suze. In po tej poti je seveda prišlo vse, kar je Aleksandrova vojska rabila. Torej, Aleksander je sicer vedel, da Parmenion ni bil soudeležen v tej zaroti, se je pa bal, kaj bo Parmenion naredil, ko bo zvedel, da je Aleksander dal ubiti njegovega sina. In zaradi tega je izdal ukaz in Parmeniona so umorili. Z političnega vidika je ravnal seveda pravilno. Namreč veliko preveč riskantno bi bilo pustiti Parmeniona živega. Verjetno je namreč, da bi Parmenion se skušal Aleksandru maščevati za smrt sina in bi seveda lahko ogrozil Aleksandra kot takega, pa tudi seveda cel njegov vojaški pohod. Z druge strani je seveda ta usmrtitev, ta atentat na Parmeniona zelo, zelo odmeval po celem njegovem imperiju. Več Parmenion je bil starosta v makedonski vojski. Bil je kolega, sobojevnik Filipa II. In je poznal Aleksandra, odkar se je ta rodil. In jasno je, da je ta njegova smrt pokazala eno plat Aleksandra, ki jo do takrat seveda njegovi vojaki niso poznali. Torej, Aleksander je postajal vedno bolj oddaljen od svojih ljudi in vedno bolj seveda, lahko rečemo, ne ravno obseden, ampak vedno bolj prevzet od svoje lastne veličine. Namreč nekaj morate vedeti, ko je Aleksander odšel na pot v Perzijo, je seveda odšel na pot kot kralj z svojimi vojaki, generali in tako naprej. Ampak odnos med vsemi je bil tako tovariški, bomo rekli. Torej, Aleksander je že bil kralj in je bil vrhovni poveljnik in tako naprej, ampak seveda po človeški plati so bili pa ti generali, ti njegovi najožji sodelavci, njegovi prijatelji, tako na ti, bomo rekli. Zdaj pa vidimo, da se Aleksander ne ustavi pred ničemer, pred nikomor, ko seveda gre za njegove lastne interese. In to je seveda bilo kar srhljivo. Torej, Parmenionova smrt za nekaj časa seveda umiri ta nemir, ki je med Grki bil. Po drugi strani pa seveda je bilo najbrž zelo veliko podobnih razmišljanj, ki so šla vsa v smer, češ, če še Parmeniona ni, pustil pri življenju, a je sploh kdo, ki bi mu Aleksander prizanesel. Torej, nek strah pred tem vladarjem, pred njegovim zdaj, če hočete, tiranstvom, pred njegovo avtokratsko vlado, despotsko vlado se začne širiti. In to seveda ni bilo dobro. Aleksander, ki je bil dotlej priljubljen, je postajal vedno bolj nepriljubljen, pravzaprav so ga začeli nekateri kar sovražiti. Poglejte, v tem času je Aleksander izdal odlok, ki je izjemno, izjemno pomemben. Okrog leta 330 izda Aleksander odlok o enotnem denarju za njegovo cesarstvo. Torej, mi smo tako zelo ponosni na naš evro. Cela Evropa ima eno valuto. 330 pred našim štetjem je tudi, bomo rekli, ne samo cela Evropa, pač pa
imperij, ki se je razširil čez 3 celine, imel enotno valuto. Torej, podoba valute je bila enotna. Lahko vidite 2 kovanca, ki sta si zelo podobna. Enega takega smo že videli. Na eni strani Aleksander z seveda levjo glavo, potem imate zraven tudi te rogove. Zakaj je levja glava? Herkul. Na drugi strani imate pa Zevsa z orlom. Glejte, en od teh kovancev je nastal v Makedoniji, oziroma Grčiji, drugi pa v Biblosu, v današnji državi Libanon. No, oba kovanca podobo je gospod Vernik dal na posodo, tako da, če boste prijazni z njim, vam bo jo tudi pokazal. To je, bom rekel, se na Bledu nahajajo ti kovanci. Torej srebrni, različne vrednosti, eni so večji, eni so manjši. V vsakem primeru imamo enotno valuto. Če hočete od Indije, pa tja do današnje Albanije, pa Egipta, pa gor do reke Donave. Torej ta enotni trg, enotna valuta, ki je tako zelo upeva na dan današnja, v začetku 21. stoletja, Aleksander bi najbrž z rameni skomignil, če je že 2000, skoraj 2400 let nazaj, 2350 let nazaj nekaj takega ustvaril. Zdaj, kakšne so bile seveda zdaj možnosti veličastne? Vi ste lahko seveda trgovali na tem ogromnem tržišču z eno vrsto denarja. Tu je šlo seveda za, kot sem rekel, 3 kontinente in pa ne vem koliko različnih narodov. In to je prav vizionarsko. Samo pomislite, Evropa je to pravzaprav storila v 21. stoletju. Aleksander v 4. pred Kristusom, pred našim štetjem. Torej, za tisti čas je to nekaj wow, nekaj nepojemljivega. Edini, ki so potem seveda nekaj podobnega storili z, bom rekel, malo daljšim rokom trajanja, so bili seveda Rimljani. Oni so potem tudi seveda lahko z tem pač eno valuto plačevali po svojem cesarstvu, ki je tudi šlo čez 3 kontinente, tako kot Aleksandrovi. Poglejte, Aleksander je seveda zdaj imel pred sabo številne cilje, ki so imeli pa vsi pravzaprav neko skupno rdečo nit, namreč premagati tiste upornike, ki niso priznavali njegove vlade, njegove vizije o tem velikem helensko-perzijskem cesarstvu. Ker sam ni mogel biti povsod, je seveda se zanašal na svoje najbolj zveste poveljnike, med katerimi je bodoči faraon Ptolemej, tako imate njegovo upodobitev, ki je leta 329 premagal upornike na ozemlju današnjega Uzbekistana. Poglejte, šlo je za Skite, torej skitsko pleme Saka. Ta upodobitev, ki jo gledate tu gor, je iz Perzepolisa. Gre za upodobitev nekega sprevoda, ki se pomika proti Perzepolisu, da prinese darove velikemu kralju. No, to pleme seveda je priznavalo Ahamenide, ni pa priznalo seveda Aleksandra za novega kralja. Uprli so se in Ptolemej jih je zdaj zasledoval. Pri tem vidimo, da je ta vojska prekolačila celo reko Sirdarja, to je ena od 2 glavnih rek v današnjem Uzbekistanu, torej Sirdarja pa Amurdarja, najbrž ste že slišali za obe 2, in tukaj je prišlo tudi do bitke. Bitke
pri Sirdarji, bi danes rekli, 329 pred našim štetjem. Zanimivo, ne? Aleksander si je spet zbral za bojišče neko dolino reke. Zdaj, če ste bili v Uzbekistanu, potem boste vedeli, da ta reka ne teče v ne vem kakšni soteski, torej levo in desno je precej prostora, torej ni šlo za neko, bom rekel, tako spet, bom rekel, področje, kot so bile prejšnje Aleksandrove bitke. Tudi ta bitka ni tako zelo pomembna. Aleksander je sicer v njej zmagal in na ta seznam njegovih bitk lahko jo vpišemo kot tisto, ki je bila najbolj severna bitka njegovega pohoda. Dejstvo pa je, ne, da je ta zmaga bila tako precej neotipljiva. Zakaj? Aleksander je sicer pregnal te skite, ampak ti so se umaknili naprej v te stepe, Srednje Azije, in popolnoma jasno je, ne, kaj so si želeli, da bi Aleksander jim sledil. Ampak to se pa ni zgodilo. Tu je Aleksander bil pameten, tako pameten kot približno 200 let pred njim veliki kralj Darej I, ki se je tudi boril s Skiti, in ti so se samo umikali, ne, proti severu, da je Darej spoznal, da to ne pelje nikamor. Namreč, ne vem, a je vedel ali pa je slutil, da se bliža zima. Tista zima, ki je kasneje uničila dva manj brihtna poveljnika, mislim Napoleona in Hitlerja. Namreč ta stepa, Skiti so živeli od Donave pa sem do današnjega Uzbekistana. Darej in Aleksander sta bila pametna in sta jih pustila, medtem ko seveda prej omenjena gospoda v 19. in 20. stoletju tega nista storila in sta seveda drago plačala oba dva z porazom. Torej, Aleksander se je zdaj obrnil proč, pustil tukaj nekaj vojakov, nekaj veteranov, ustanovil še eno Aleksandrijo, kot, če hočete, mejno postojanko, kot tisto, ki bo varovala njegov imperij pred možnimi vdori Skitov, in seveda se obrnil proti jugovzhodu. Tukaj se zdaj zgodi še ena huda stvar, še en hud incident. Namreč med eno zabavo, banketom, v bistvu pa med enim takim zelo velikim popivanjem, je Aleksander umoril še enega od svojih bližnjih generalov, to je bil pa Klejtus. To se je zgodilo 328 pred našim štetjem. Poglejte, podobno kot nekoč njegov oče, je Aleksander bil sposoben zaužiti velike količine alkohola, predvsem vina, in posledice so bile seveda pogosto hude. Torej, maček je pri tem seveda še najmanj huda zadeva. Tukaj seveda je alkohol povzročil neko ognjevito debato, torej med Aleksandrom in Klejtusom, ki je Aleksandra seveda obtožil, da se zanima samo za lastno slavo, za lasten prestiž in da mu je čisto vseeno, kaj pravzaprav se dogaja z njegovimi vojaki, njegovimi Grki. Aleksander seveda mu ni ostal dolžan, beseda je dala besedo in na koncu je Aleksander pograbil kopje in ga zalučal v Klejtusa, ki je bil na licu mesta mrtev. Zakaj je bil ta dogodek tako strašen? Poglejte, mi smo Klejtusa že omenili. Klejtus je bil namreč tisti makedonski poveljnik, ki je v bitki pri Graniku, to je čisto prva bitka, ki je Aleksander bil z Perzijci, rešil Aleksandru življenje. Torej, nek perzijski vojak
je skoraj ubil makedonskega kralja in bi ga ubil, če ne bi vmes Kletus posegel, vrgel kopje in tega seveda Perzica ubil. Aleksander se mu je, kot vidite, zahvalil na ta način, da ga je umoril. In to seveda vsem na očeh. Torej, dogodek je bil seveda strašen. Vsi so onemeli. Aleksander je bil vsi sebe. Tako rekoč v trenutku seveda ugotovil, kaj je storil, popraviti se tega ni dalo in Aleksander je bil čisto na tleh. Torej, zavedal se je, da je storil nekaj, kar res ne bi smel in lahko rečemo, da ga je ta umor, ki ga je zagrešil, grizel potem do smrti. Torej, dejansko Aleksander nikoli več ni bil isti potem, ko je to storil. Vidimo pa, kako daleč je seveda že prišel od nekega, recimo temu, normalnega človeka. Poglejte, zdaj se zarote kar vrstijo. Ne bomo jih kar tako, kar vseh našteli, ampak leta 27, torej 327, pride do tako imenovane zarote pažov, ki jo vodi nek Kalistenes. Zakaj se gre? Gre se za to, da so se proti Aleksandru zarotili njegovi paži. Paži so bili, če hočete, neke vrste osebni služabniki, ki pa niso bili, bom rekel, navadni fantje, pač pa so bili mladeniči iz uglednih plemiških družin. Tudi v srednjem veku je bilo tako. In ti paži so imeli domotožje ali karkoli drugega. Dejstvo je, da so se dogovorili, da bodo Aleksandra zastrupili. Tisti, ki bi Aleksandru mogel dati to kupo z zastrupljenim vinom, se je pri tem zlomil, priznal, kaj je bilo namen. Aleksander je dal vse te aretirati, jih mučiti in večino tudi pobiti, še posebej za njihovega voditelja, Kalistenesa. Torej lahko vidimo, kakšno je stanje bilo v makedonski vojski. Od 330, pa zdaj smo leta 327 naprej, imamo nenehno zaporedje teh zarot. Aleksander bi mogel spoznati, da tako ne gre naprej. Ampak Aleksander tega enostavno ni hotel razumeti, slišati, razumeti, kakor hočete. Dejstvo je, da seveda z svojim pohodom nadaljuje. Poglejte, zdaj Aleksander daleč, pravzaprav najdlje od svoje domovine, tukaj pod vznožjem Hindukuša, tule gor vidite tista bitka pri Sirdariji in Aleksander gre še naprej. Želi si priti v Indijo. Ampak tu čez seveda je bilo zelo težko. V tem času pride še do ene zanimive zgodbe. Aleksander se zaljubi v evnuha Bagoasa. Bagoas je bil evnuh perzijskega rodu, menda zelo lep fant. In Aleksander se zaljubil v njega tudi zaradi tega, ker je tako zelo ognjevito branil te paže, te služabnike. Bagoas je bil sam paž in seveda na nek način je Aleksandra to zelo presenetilo, pozitivno, češ da je Perzica prosil za življenje teh grških fantov. Torej, v kakšne globine vse to razmerje šlo, ne vemo, dejstvo pa je, da ga omenjajo vsi pravzaprav avtori, ki so tukaj zraven bili. To seveda ne pomeni, da je Aleksander kakorkoli v tem času zanemaril svojo, bomo rekli,
edino večno ljubezen, torej Hefajstiona, ampak Aleksander tudi tukaj ni bil ravno med najbolj zmernimi, kar se je tikalo teh odnosov oziroma zvez na tem pohodu. Poglejte, preden da je Aleksander zapustil območje Baktrije in se podal v dolino reke Inda, se je poročil. To je bila prva Aleksandrova poroka. Poročil se je z Rokselano. Gre za poroko, ki je bila politična. Namreč Rokselanin oče je bil satrap tega območja, torej bomo rekli guverner, in Aleksander se je odločil za to poroko, predvsem zato, da bi si zavaroval hrbet. Rekel je, jaz grem zdaj v Indijo, za mano mora biti nekdo, ki se nanj lahko zanesem. In kaj boljšega, kot seveda neka taka družinska povezava, torej Aleksander je sklenil, da se bo poročil z guvernerjevo hčerko. Tako lahko vidimo eno risbo iz 19. stoletja. Poroka je bila tako malo grška, pa malo, bomo rekli, baktrijska. Grke je navdušila. Namreč nekaj moramo vedeti. Aleksander, ki je bil doslej znan predvsem po razmerjih z moškimi, je zaradi tega seveda ni trpel nobenega posmeha. Danes bi bilo to malo drugače, ampak v tistem času seveda je bilo to prej pozitivno kot pa negativno. Vendarle pa so se Makedonci nečesa bali. Aleksander je dnevno nosil glavo na prodaj, v številnih bitkah je bil tudi ranjen. Kaj pa, če bi seveda umrl? Potem bi pa tu bilo seveda problematično nasledstvo namreč, ker Aleksander ni imel otrok. Torej, nujno je bilo, da Aleksander seveda dobi naslednika, ki bi bil rojen v zakonu. Verjetno je tako razmišljal tudi Aleksander in se v končni fazi vseh teh neljubezenskih razlogov pač odločil za poroko z tem dekletom, s to princeso. Ogromno seveda besedil je bilo napisanih o tem, o razmerju med Aleksandrom in Rokselano. Nekateri vidijo v tem seveda veliko ljubezen, drugi seveda vidijo v tem pač skrajno premišljeno politično potezo. Zdaj, zanimivo je, da tisti, ki so bili blizu, so bolj stavili na to drugo varianto. Poglejte, tukajle imate fresko, zelo slavno fresko, italijanski slikar Il Sodoma jo je naslikal v vili Farnesini v Rimu in prikazuje poročno noč Aleksandra in pa Rokselane. Seveda, čisto v italijanski renesančni manieri. Freska je zelo lepa, je pa tudi seveda zelo zanimiva. Torej, Aleksander seveda stoji na sredini, to ni nobenega dvoma. Rokselana sedi na tej postelji, lepi renesančni postelji. Vidimo Amorja, kako jo slača, nekako ona tako zelo mikavno sedi, drugi amorčki čevlje se zujejo in tako naprej. Ampak, tule zraven imamo pa Hefajstiona, Aleksandrovega prijatelja, ljubimca, pravzaprav najbolj pomembno osebo v njegovem življenju. Če verjamemo Ptolemeju, Ptolemej je namreč najbolj verodostojen biograf, ves čas je bil zraven Aleksandra v njegovem intimnem krogu, potem seveda naj bi Aleksander preživel prvo poročno noč za svojo ženo, potem jo je pa pustil in seveda življenje se je odvijalo po ustaljenih tirnicah. Če želite dokaz, da si fizično
Aleksander in pa Roxelana nista bila ravno posebej blizu, da ni ravno posebej pogosto gostoval v njeni postelji, je seveda najlepši dokaz ta, da ko je Aleksander umrl, še nikjer ni bilo tako zaželenega naslednika. Aleksander je dejansko umrl in zapustil nosečo Roxelano, ki je pa potem nekaj mesecev po njegovi smrti res rodila sina, Aleksandra IV. Ampak o tem seveda bomo še govorili. Poglejte, Aleksander leta 27, po tej poroki, po poročni noči, napade Indijo, napade ozemlje v dolini reke Ind. Ampak preden da je seveda prišel tja, je doživel neuspeh. Namreč skušajo prekoračiti Hindukuš, pogorje, ki je zelo visoko, torej tam mislim, da do 7000 metrov, in še več, to je pogorje, ki slovi po zelo slabem vremenu. In Aleksander, hočeš, nočeš, se moral obrniti. Torej, vemo, da tega ni storil lahkega srca, ampak dejansko se je zbal, da njegova vojska tega ne bo preživela. Morate vedeti, da so seveda prišli ti makedonski in grški vojaki, sicer iz krajev, kjer jim gore niso bile tuje, na drugi strani pa vendarle take razmere, kot so vladale tukaj, pa Grkom niso bile poznane. In tako se Aleksander obrne in namesto, da bi šel čez gore, gre okrog njih, kar seveda zahteva svoj čas. Torej, tukaj lahko vidite upodobitev Aleksandra, kako oblega eno mesto v Indiji. Spet imamo zanimivo upodobitev, vidite, da ni grška, niti ni perzijska, pač pa je bizantinska, torej nek bizantinski rokopis, ki slovi pohod Aleksandra Velikega. Tudi v Bizancu je bil seveda Aleksander en velik vzornik vsem cesarjem. Torej, Indija je bila seveda za Aleksandra sila pomembna dežela. Zakaj? Poglejte, Indija je veljala za tako rekoč bajeslovno deželo. V skladu z grško mitologijo je bila Indija domovina nekaterih njihovih bogov, recimo Dioniza. Dioniz naj bi prišel iz Indije v Grčijo na vozu, ki so ga vlekli leopardi. Taka zelo zanimiva, zelo eksotična upodobitev. Kako pride do te ideje same, ne vemo. Dejstvo pa je, da je res vinska trta prišla v Grčijo iz Indije preko Perzije. To pa drži. Kakorkoli že, za Aleksandra je bila Indija, tako kot rečemo, Indija Koromandija, neka obljubljena dežela, ki je na vsak način želel zasesti. In vedel je, da to ne bo enostavno. Poglejte, tisto, kar je seveda Grke na moč pretreslo, ko so seveda se prvič spopadli z Indijci, je bilo to, da so ti uporabljali bojne slone. Tukaj jih lahko vidite. Zdaj, indijski sloni so seveda nekaj, kar vsi poznate. Tu bi rad na eno zadevo opozoril. Sloni, ki so jih uporabljali Indijci, ki jih kasneje uporablja Aleksander in njegovi nasledniki, vključno seveda z slovitim Hannibalom, ki jih je tudi v Italijo pripeljal, to so indijski sloni. Zakaj to poudarjam? Glejte, vi vsi veste, da so sloni tudi v Afriki, morda ste jih celo videli, če ste bili tam. Ampak v Afriki niste videli, da bi kdo slona jahal. V Indiji pač, pa morda na Tajskem, pa še kje druge. Indijski sloni se dajo udomačiti, afriški pa ne. In zato je to seveda tako zelo zanimivo. Aleksander je bil seveda najprej
prestrašen, no, njegovi vojaki še toliko bolj, ne, vsi so bežali pred temi pošastmi. Potem je pa seveda spoznal, kako zelo zanimivo bi to bilo med svoje vojski in Aleksandar vključi te bojne slone v svojo vojsko in tudi njegovi nasledniki potem to počnejo. Torej vse tja, daleč v čas že rimskega cesarstva. Poglejte, Aleksander je zdaj seveda dejansko dosegel tisto skrajno točko svojega pohoda. Ne, da bi seveda se tega zavedal. Torej, kot sem že prej omenil, Aleksander verjetno ni imel nekega končnega cilja. Kakorkoli že, bil je prepričan, da mu je usoda naklonjena, ampak ko bomo videli, bo kmalu prišlo do preobrata. Leta 326 je Aleksander zasedel trdnjavo Aornos, gre za trdnjavo v današnjem Pakistanu, takrat je bila pač to vse skupaj Indija, in to je verjetno eden najbolj drznih podvigov v času njegovega osvajanja, namreč trdnjava, kot vidite, je ležala na vrhu ene visoke skale in grški vojaki so morali ob seveda spremljavi puščic in še česa drugega, kar so branitelji izstrelili na njih, enostavno seveda preplezati gor in kljub temu so trdnjavo osvojili. Glavna bitka je seveda bila pri reki, spet pri reki, Hidaspes. To je eden od pretokov Inda, danes tudi Pakistanu, in tukaj se je seveda zgodila bitka, ki je najpomembnejša v tem bojnem pohodu, torej bojnem pohodu v Indijo. Leta 326 je prišlo do tega spopada. In tukaj lahko vidite veličastno sliko te bitke. Sliko je naredil francoski baročni mojster Charles Le Brun za Ludvika XIV. Vidimo Aleksandra, tukaj v belem, in pa Hefajstiona takoj za njem. Tukaj pa vidimo, kako njegovi vojaki na kup vlečejo vojne ujetnike, torej ujete Indice. Vidimo tukaj enega mrtvega bojnega slona, pa tukaj enega, ki bo tudi kmalu mrtev. Torej tista panika, ki je Grke zajela, ko so prvič slone videli, je že davno pošla. Gre enostavno seveda zdaj že za nekaj, na kar so bili navajeni, in Aleksander je seveda spet požel uspeh. Torej, v tej bitki je Aleksander premagal kralja Porosa. Viri govorijo o kralju Indije. Morate pa vedeti seveda, da Indija je bila tedaj sestavljena iz številnih kraljevin in Poros ni bil ne edini, še manj pa največji izmed indijskih vladarjev. Bil pa je seveda prvi vladar, ki ga je na tem teritoriju Aleksander premagal. Torej, po tej bitki se je kralj vdal, tukaj vidimo, izroča meč Aleksandru, in tukaj je stekel en zanimiv dialog. Aleksander je seveda sprejel predajo in, kot pravi legenda, naj bi premaganega kralja vprašal: kako želiš, da ravnam s tabo? In Poros mu je odgovoril zelo preprosto: tako kot se ravna s kraljem. In Aleksander, ki mu je bil odgovor všeč, bil je drzen, ampak Poros je itak bil v stanju, ko ni imel kaj za izgubiti, je rekel: naj bo. In Poros obdrži svoje kraljestvo, je pa zdaj postal seveda Aleksandrov zaveznik. Aleksander je več kot očitno planiral pohod še naprej v Indijo. Poglejte, tukaj v tej bitki je Aleksander ostal brez svojega dolgoletnega spremljevalca, konja Bukefala. Bukefal je umrl.
In na tem mestu je Aleksander ustanovil Bukefalijo, torej mesto po imenovanju temu slavnemu konju na čast. Torej, eden najbolj slavnih konj v zgodovini je ta Bukefal bil, svoje mesto je celo dobil. Aleksander zdaj, po tej zmagi nad Porusom, ukaže kovati spominske kovance. Tukaj lahko vidimo zgoraj Aleksandrovo podobo, celo postavno, spodaj pa vidimo Aleksandra na konju, na Bukefalu, kako napada indijske slone. Kaj je zanimivo pri tem kovancu? Predvsem to, da je bil kovan v Babilonu. Torej, Babilon je vedno bolj postajal neko administrativno središče Aleksandrovih ozemelj in kot se bo izkazalo, je Aleksander na nek način računal, da bo to bodoče glavno mesto njegovega cesarstva. Kar bi bilo na nek način razumljivo, ker je pač Babilon nekje na sredi bil med, če hočete, reko Ind in na drugi strani seveda današnjo obalo Jonskega morja kot najbolj zahodno točko te države. Tukaj vidimo še en spominski kovanec, precej nenavaden, slonji kovanec. Vidimo, da Aleksander namesto tiste klasične upodobitve z Amonovimi rogovi oziroma Herkulovo levjo kožo, ima tule slona, vidite, okel. Torej, nenavadna, zelo nenavadna upodobitev. Kakorkoli, Aleksander je bil ponosen na to, kar je doslej storil in seveda niti malo se ni opehal. In njegova pravzaprav naslednja točka na programu je bil napad na cesarstvo Nanda. Zdaj pa predstavljate si, Aleksander, tukaj imamo reko Ind, Aleksander je bil tu nekje, torej želel je dobesedno zasesti dolino Gangesa, torej te največje reke v Indiji. Torej, to je bilo leta 325. Ta ideja je seveda Aleksandra zelo zaposlovala, tako zelo, da pravzaprav ni videl, da izgublja tla pod nogami. Namreč, zdaj se je zgodil upor. Uprli so se mu njegovi lastni vojaki. Tu ni šlo za upor, ki bi seveda grozil Aleksandru, da seveda izgubi življenje, ampak Aleksandrovi vojaki so enostavno rekli, ne gremo več naprej. Dosti je. Dovolj dolgo smo doma, dovolj daleč smo prišli. Tudi najbolj ambiciozen poveljnik ni niti v sanjah si predstavljal, da bo kdaj prišel iz Makedonije do reke Ind, in vojakom je bilo dovolj. Aleksander je grozil, moledoval, obljubljal ne vem kakšne darove, ampak za manj. Vojaki so bili trdni v svoji nameri, da ne gredo več naprej. Zakaj? Na prvi pogled seveda je jasno zakaj. Bili so utrujeni. Na poti so bili že seveda olala časa, že skoraj 10 let, in to je bilo tisto, kar je seveda gotovo igralo pomembno vlogo. Vojaki so si tudi vmes pridobili precej denarja. Če so bili od začetka zraven, so gotovo domov poslali že velike vsote denarja. Morda so se vmes tudi kako ženo našli, sej, bom rekel, 10 let na poti, pa brez ženske je bilo vsekakor težko. In če so seveda šli od doma stari, recimo 18 let, so bili zdaj blizu 30 in glede na dolžino življenjske dobe, so želeli še malo življenje uživati, po domače povedano. Ampak na tej točki je treba še eno stvar povedati. Glavna zadeva, zaradi česar so se vojaki uprli in tako trmasto vztrajali, da ne gre naprej, je pa vraževerje. Zakaj? Poglejte, Grki, stari Grki so verjeli,
da je Zemlja seveda ravna, ne, in da ima obliko diska, torej kroga, ki plava na vodi. Če imamo disk, seveda ima tudi rob. In po prepričanju vojakov, ki niso bili ravno neki hudi znanstveniki, so bili že hudičevo blizu tega roba. In vojake je bilo strah, da bojo padli dol sveta. V tisti večni ocean, se utopili in potem bo vsega konec. Enostavno so rekli, ne gremo naprej, ker bomo umrli. Še par korakov pa bomo padli dol. Torej, tu gre za neko vraževerje. Zakaj pravim vraževerje? Namreč ravno v tem času so prvi znanstveniki, recimo še filozofi, že trdili, da je Zemlja okrogla, torej da ni krog, pač pa da je krogla. In malo po Aleksandrovi smrti je nek Grk v Aleksandriji dejansko dokazal, da je Zemlja krogla. Tudi razračunal obseg na ekvatorju in glede na sodobne meritve se je zmotil za 47 km, pa 40 000. Torej imamo to vraževerje pri vojakih in seveda na drugi strani znanost, ki seveda že zelo resno ve, da je Zemlja krogla. Torej to je seveda pa verjetno tisti glavni razlog. Dejstvo pa je, da če vse skupaj seštejemo, so vojaki rekli ne in pika, in Aleksander jih ni mogel prepričati. In vesel ali žalosten Aleksander je moral popustiti. Konec je bilo njegovih načrtov o prodiranju proti vzhodu. Torej, Aleksander se je zdaj odpravil proti jugu. Tukaj vidite porečje reke Ind, ki teče seveda dol do Arabskega morja. Danes je to v glavnem v Pakistanu. Takrat seveda teh mej sodobnih ni bilo. Aleksander je prišel seveda zdaj na idejo, da bo svojo vojsko poslal proti domu, torej mišljeno je proti Suzi, proti Babilonu, delno peš, delno pa z ladjami. Pri tem je seveda del vojske rešil peš in to čez osrednji del današnjega Irana, danes je to provinca Kerman. To je pa provinca, ki je suha, kjer nimamo nobene vode, niti oasne, ker je bilo nekoč neko morje, danes je pa eno veliko slano jezero, torej sama sol. Torej, vsa ta zadeva je obetala katastrofo, ki se je tudi zgodila. Torej, veliko vojakov je umrlo na poti. Tukaj lahko vidite Aleksandrovo vojsko spodaj, ki gre skozi to razbeljeno puščavo, in pa krokarja, ki se že pripravljajo na gostijo. Drugi del seveda vojske pa je šel po morju. In tukaj imamo eno zelo zanimivo spet zgodbo, spet perzijsko, torej iz časa seveda sodobne Perzije, govorim tam 16. stoletje. Pravijo, da je Aleksander z delom vojske prišel do izliva reke Ind v Indijski ocean in da je tam seveda se potopil pod morje. Torej vidimo, kako so Aleksandra dali v steklen zvon in ga potopili v vodo. Torej, ne vemo, ali se je to res zgodilo ali ne, je pa seveda zadeva tako rekoč simptomatična. Aleksander je postal taka legenda, da so mu najbolj čudne stvari pripisali. Tudi to, kasneje, da je po zraku letel s pomočjo enega grifona, pol leva, pol ptiča in še marsikaj drugega. Torej, bolj se je ta zgodovinski Aleksander umikal v neko preteklost, bolj seveda se pojavlja nek legendarni Aleksander, ki je zmogel vse, ki je bil Superman, ki je šel pod vodo, ki je šel v zrak, ki nič mu ni bilo nemogoče. Tukaj, gledajte, imate zemljevid, ki nam kaže vse skupaj, torej
imamo izliv Inda, tukaj je del vojske šel po vodi in potem v Suzo. Aleksandar pa je z svojimi vojaki šel tukaj, torej po južni strani, skozi te puščave. Ves ta del je puščavna. Tukaj, ko zgleda jezero, to je sama sol. Tukaj ni vode, predvsem pa ne take, ki bi bila primerna za pitje, in to je bilo seveda zelo pomembno. Poglejte, Aleksandar se je do leta 324 vrnil v Suzo, torej prestolnico, bomo rekli, administrativno središče perzijske države. In tukaj je seveda zdaj ugotovil, da mnogi uradniki, tako grški kot perzijski, ki jim je prepustil upravo svoje cesarstva, niso delali tako, kot si je želel. Eni so sumili druge, Grki niso hoteli spoštovati Perzijcev in Aleksandar je bil besen. Besen, ker seveda njegov načrt o neki enotni državi, o nekem zlitju med grško in perzijsko civilizacijo, kot kaže, v praksi ni zaživel. In tako je potegnil eno potezo, ki je spet taka, bomo rekli, nenavadna, namreč priredil je poroko. Poroko za 502 para. Torej, Aleksandar je ukazal poroko 500 grških vojakov, častnikov, z 500 perzijskimi dekleti. So rekli, kaj pa tista dva para še? No, tista dva para sta bila pa seveda Aleksandar in pa Hefajstion. Aleksandar tukaj, Hefajstion tukaj. Njuni ženi sta bili sestri in obe hčerki velikega kralja Dareja III. S tem je Aleksandar seveda svojega ljubimca povzdignil v svojega svaka. Torej, njuni ženi sta bili sestre. Zdaj sta bila Aleksandar in Hefajstion v bližnjem sorodstvu. Torej, kaj je hotel Aleksandar s tem storiti? V bistvu to, da bi seveda nastal nek nov narod, nek križanc. To je tako, kot če bi dve pasmi križal, grško pa perzijsko. Dejstvo je seveda, da je ta poskus živel tako dolgo kot Aleksandar, kar pomeni še 1 leto. To je seveda tisto, kar je, bom rekel, žalostno. Potem se pride do množičnih ločitev. Zdaj, tisti, ki, bom rekel, štejete, boste ugotovili, da je bila ta perzijska princesa že druga žena Aleksandra, pa še zmerom nobenih otrok. Glejte, to, kar sledi, je pa seveda ena najbolj tragičnih zgodb Aleksandrovega življenja, namreč Hefajstion umre. Naravne smrti, neka vročica, star je bil 32 let in Aleksandar je bil ves iz sebe. Bomo rekli, da je smrt tega prijatelja iz najstniških let, sta bila skupaj, ga tako potolkla, da enostavno ni več prišel k sebi. Fizično še malo, ampak psihično je bil pa čisto na tleh. Aleksandar je posmrtne ostanke svojega prijatelja ukazal pripeljati v Babilon, kjer so ga balzamirali, potem so pa njegovo mumijo poslali domov. Hefajstionova grobnica je to, kar vidite tukaj. Gre za mesto Amfipolis, to je mesto, ki leži blizu Soluna, nekoč zelo pomembno mesto, ena najpomembnejših rudarskih regij, tu so srebro kopali in kovali denar. No, in tukaj lahko vidite tumulus, grobnico, tukaj tako ogromna je bila. In to so začeli, mislim, da 2015 raziskovati. In doslej so pravzaprav odkrili le to, da je to
domnevno, ko recimo na 90% Hefajstionova grobnica. Bila je in je prazna, ampak seveda ni še po vse skupaj raziskano, čeprav že davno moglo biti. To je skoraj taka zgodba, kot pa ta veliki egiptovski muzej, ko so ga gradili in odpirali ne vem kako dolgo. Aleksander se je zdaj, bomo rekli, popolnoma na tleh vrnil v Babilon. Tukaj je moral počivati, vemo, da se je privočil preveč različnih banketov, polno je bilo alkohola, vino je teklo v potokih, kar ni bilo dobro. Namreč Babilona nima neko podnebje, ki bi ravno zahtevalo pitje alkohola, in Aleksander seveda je drago plačal te svoje ekscese. Kljub temu, da je bil Aleksander bolj pijan kot pa trezen, je prišel na plan z idejo, torej napast Arabijo. Torej arabski polotok, mi bi danes rekli Saudovo Arabijo. Ste rekli, zakaj za božjo voljo? Aleksander seveda ni vedel, da je to en sam pesek, da je to sama puščava. Tisto, kar je pa vedel, je, da je to tako imenovana Arabija Felix, tako so jo potem Rimljani rekli. Zakaj srečna Arabija? Poglejte, tukaj so pridobivali in še danes pridobivajo kadilo, ki je bilo v tistem času strahovito drago, tudi danes ni zastonj, in Aleksander si je predstavljal, da je to seveda ne more biti večja sreča, kot pa živeti v taki deželi, kjer se lepo diši. In je seveda sklenil, da bo napadel Arabijo. To se ni nikoli zgodilo. Če bi se, bi Aleksander seveda najbrž pri tem propadel skupaj z svojo vojsko. Aleksander je zbolel. Bolehal je 14 dni in seveda do danes ni čisto jasno, zakaj je zbolel. Pri tako pomembnem vladarju, tako neizmerno zanimivi osebnosti, je seveda vprašanje, a je bila to bolezen ali je bil strup. Razlogov, da bi kdo Aleksandra zastrupil, bilo ogromno. Na eni strani bi lahko bila Rokselana, ki je bila noseča, pa ljubosumna, ker ima Aleksander zdaj še eno ženo zraven. Potem so tu bili morda njegovi vojaki, ki niso hoteli na pohod v Arabijo. Pa še več razlogov je bilo. Kakorkoli, Aleksandru se je zdravstveno stanje slabšalo in slabšalo in star 32 let je umrl. Danes je skoraj 100% potrjeno, da je Aleksander umrl zaradi strupa. Ampak, poudarjam, umrl je zaradi strupa. Ni pa bil zastrupljen, ni pa bil umorjen. Ste rekli, kako? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Aleksander je zbolel. A je bila kakšna mrzlica, si lahko predstavljate, Babilon, pa tam tiste stoječe vode okrog, pa komarji, pa tako naprej. Zdravniki so mu predpisali zdravila. Zdaj pa sami veste. Zdravilo je lahko seveda v predpisali količini zdravilo, v premali količini pač nič ne pomaga, pri veliki količini pa lahko strup. In zdaj si predstavljate Aleksandra, človeka, ki je bil vse življenje v pogonu, kar naprej, pa na konju, pa peš, pa pod vodo, pa nad vodo, pa vse posod ga je bilo polno, in zdaj je moral ležati. Ležal je v palači kralja Nebukadnezarja, obdan z razkošjem, in se ni smel premakniti. Bil je bolan. Imel pa še toliko planov, kaj vse bo še naredil. Iz posle seveda ne. Torej je bilo treba ozdraveti. Po hitrem postopku. In Aleksander, ki je bil pameten, ki je vedel vse, je rekel,
In veste, da bi eno dozo zdravila vzel, bom pa 5, a ne? Bo pa sam bolj hitro šlo. Pa je šlo, seveda, na drugi svet. Torej, Aleksander to je zdaj splošno sprejeta resnica za strupu samega sebe. V tej goreči želji, da bi ozdravel. Kaj je nauk tega? Ne jemati zdravil drugače, kot jih zdravnik predpiše. Toliko za danes. Se vidimo 25. Hvala lepa.